Živijo korona junaki, pred vami že tretji teden učenja nadaljavo in na Ministrstvu za izobraževanje so zadovoljni s potekom izobraževanja v tem času. Ministrica je včeraj pozno zvečer povedala, da če bo šlo tako kot do zdaj, šolskega leta ne bo treba podaljševati. Če se bo izobraževanje nadaljavo odvijalo na tak način, kot smo ga zastavili, potem bomo šolsko leto končali v rokih, kot so bili sprejeti po šolskem koledarju na začetku šolskega leta. Vendar pa je tudi že znano, da bo potrebno tudi način oziroma sistem preverjanja znanja prilagoditi, tako po vsebini, kot tudi najverjetneje po številu preverjanj znanj. Kako bo organizirano ocenjevanje, bomo torej še izvedeli. Šole so se poučevanja nadaljavo lotile različno, saj so učitelji pri svojem delu avtonomni, se pravi neodvisni. To pomeni, da vsak dela po svojih najboljših močeh. Vseeno bodo v prihodnjih dneh dobili zelo jasna navodila, koliko snovi naj vam pripravijo, da ne boste preobremenjeni tako vi kot vaši starši. Sporočate nam, da je snovi trenutno preveč, pokazale pa so se tudi velike razlike med šolami. Živjo, jaz sem Milka, hodim v 6. razred in učitelji nam naloge pošiljajo na šolsko spletno stran. Velikokrat je šolska spletna stran preobremenjena in ne pridem do nalog. Starši mi pomagajo razložiti učno snov, da lažje naredim naloge. A vsi otroci nimajo te sreče. Nekateri starši tudi v teh dneh delajo, drugi rešujejo socialno-ekonomsko stisko. Zaradi različnih razlogov se morajo številni otroci pri učenju nadaljavo znajti sami, mnogi brez računalnikov in interneta. Sam vidim veliko prednost v enotnem šolskem sistemu v tem, da se bi v trenutni situaciji lahko organiziralo predavanje in podajanje učnih vsebin preko nacionalne televizije in starši bi bili lahko samo še v dodatno pomoč, ne pa sami sebi v breme. Danes je že kar pozno zvečer, ko moramo mi v bistvu še dokončati kar nekaj poglavij snovi, ki jih nismo uspeli dokončati med tednom. Namreč oba z možem delava od doma, tako da se malce izmenjujeva pri podajanju snovi. V danih kriznih razmerah so zagotovo starši tisti, ki nosijo preveliko breme. Njihov vložek je seveda močno odvisen od njihovih zmožnosti in pa tudi od samostojnosti učenca. Zagotovo pa starši niso učitelji in jih tudi ne morejo nadomestiti. Zato se moramo ustaviti in v trenutnih razmerah slediti načelu manj je več. Trenutno sam vidim rešitve predvsem v tem, da se vzpostavi nek sistem in sprejme ukrepe, ki bodo razbremenili predvsem starše in učence. Hkrati pa tudi učiteljem omogočili prilagojena preverjanja in ocenjevanja znanja. Mislim, da zadnja obvestila ministrstva kažejo, da se razmišlja in dela nekako v to smer. Z učitelji ste večinoma povezani prek računalnikov. V Sloveniji je okoli 720 otrok še vedno brez naprave, ki trenutno pomeni okno do izobraževanja ali pa brez dostopa do spleta. Društvo Duh časa v svojih prostorih takole pripravlja več kot 300 računalnikov. Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport pa bo skupaj s predstavniki civilne zaščite poskrbelo, da jih bodo dobili tisti, ki jih potrebujejo. Pomagajo tudi druge organizacije. Vsi, ki opreme za izobraževanje nadaljavo še nimate, lahko to še vedno sporočite učiteljem. Enako velja za tiste, ki imate več bratov in sester, s katerimi si morate deliti opremo. Nekateri pa ste si računalnike v šolah sposodili in jih boste morali pozneje vrniti. A društvo Duh časa in zavod Vsak že zbirate računalnike, da boste, ko bo korona nevarnost mimo, dobili svoje. V družinah, kjer imate kakšnega odvečnega, pa ga lahko podarite. Posamezniki in organizacije se naši akciji zbiranja računalniške opreme za šolarje lahko pridružite na naslovu vsak.si poševnica računalniki, kamor pišete podatke o opremi, ki jo želite donirati. Podarjeni namizni računalniki, tablice ali prenosniki pa naj ne bodo popolnoma zastareli. Naprimer, nekje do 10 let star računalnik bo še verjetno dovolj zmogljiv za uporabo. Poleg tega bo prostovoljcem v delavnici Društva Duh časa prav prišlo še kaj od naslednjega. Rami DDR3, trdi diski SATA, posebej tisti iz prenosnikov, kakšna miška, tipkovnica in dodatni kosi zaščitne sanitetne opreme.